predsednik republike, poslanke in poslanci, predsednik in člane vlade, spoštovani vsi prisotni. Pričenjam žalno sejo v spomin na tragično preminulega našega spoštovanega poslanskega kolega, poslanca Kristjana Janca. Spoštovani, v četrtek 3. julija nam je Sava vzela 13 dragocenih življenj. Njihova povprečna starost je bila 45 let. 10 mož in žena je ostalo brez svojega življenjskega sopotnika in 22 otrok je ostalo brez enega od staršev. Rudolf Dobnik, podžupan in svetnik občinskega sveta občine Sevnica. Marjan Kogovšek, svetnik občinskega sveta in predsednik krajevne skupnosti Boštanj. Bojan Lipovšek, direktor komunale Sevnica in predsednik krajevne skupnosti Sevnica. Bogoslav Peklar, predsednik krajevne skupnosti Blanca. Mihajl Metelko, predsednik krajevne skupnosti Studenec. Mateja Konajzler, uslužbenka občine Sevnica. Branko Savič, predsednik ribiške družine Sevnica. Vladimir Ribič, uslužbenec javnega podjetja Infra. Vojka Alip, uslužbenka javnega podjetja Infra. Janko Zemljak, pogodbeni sodelavec javnega podjetja Infra in spremljevalcev čolnih Mitja Špilek in Aleš Logar. Med njim je bil tudi naš kolega Kristjan Janc, župan občine Sevnica in poslanec Državnega zbora Republike Slovenije. Ne bo ga več na tem sedežu med nami. Skoraj 4 leta je z nami delil skrb za slovensko zakonodajo. Veliko svoje zavzetosti in odgovornosti je posvetil delovnim telesom Državnega zbora, kljub številnim obveznostim, ki jih je imel kot župan občine Sevnica, je s svojim predanim in konstruktivnim pristopom na plenarnih sejah Državnega zbora dvigal kakovost zakonodaje. Bil je del nas, bil je človek, ki že s svojo prisotnostjo pomaga ustvarjati prijetno, sproščeno in iskreno okolje za resne pogovore. Navadili smo se, da nam je v težavah nudil ustrezne rešitve, v navidez brezizhodnih situacijah pa optimistične besede. Vsaka smrt, predvsem če je nepričakovana, grobo poseže v usodo vseh, ki so bili s pokojnikom povezani. Če bomo že mi čutili izgubo dobrega in priljubljenega poslanca, kaj naj potem rečemo za tiste, ki so izgubili očeta, moža, brata, sina? Kot v drugih družinah ponesrečencev so tudi Jančevi domači utrpeli nenadomestljivo izgubo. Nihče ne ve, kdaj, če sploh kdaj, bo ta izguba postala bolj znosna. Naj jim naše razumevanje, sočustje in sožalje ublažijo bolečino. Gospod Janc bi danes praznoval svoj 48. rojstni dan. Bil je sredi svojih najbolj ustvarjalnih let. Ne le občina Sevnica, tudi Državni zbor ga bo pogrešal. De mortuis nil nisi bene, o mrtvih se govorile dobre stvari, pravi strplinski pregovor,
ki pa je v primeru gospoda Janca brezpredmetni. Saj o njem, kot poslancu, kljub kritičnosti ni mogoče govoriti drugače, kot le dobro. V 4 letih iz njegovih ust nismo slišali nepremišljenega očitka ali žaljive besede. Če smo bili poslanci kdaj prepeljivi, je bil on strojil. Če smo bili prehitri v obsodbah, je on govoril o olajševanih okoliščinah. Če smo v svojih kritikah zapadli v črno-belo poenostavljanje, je on opozarjal na siva področja. V vseh političnih ali strankarskih sporih, v katerega je pripeljalo življenje, je bil najprej človek, šele nato politik. Spoštovani, gospoda Janca ne bo več med nami. Ostal pa bo lep in trajen spomin nam, ter opomin nam vsem, da moramo biti najprej ljudje, šele nato politiki. Naj ostane v trajnem spominu. Spoštovani,